Zdravniki letno podpišejo več kot 500 000 receptov za antidepresive. Največ v Zasavju, na Goriškem, Obalno-Kraškem in v Prekmurju. Koliko je za to kriva depresivna dnevna politika, zdaj sprašujem našega analitika Mateja Lahovnika. Konkretnih raziskav o vplivu politike na duševno zdravje Slovencev še niso delali. Ne bi pa bilo slabo, če bi se kdo tega lotil. Jaz sem temu zastavil nekoliko drugače. In sicer me je zanimalo, kdaj bo slovenska politika postala bolj pozitivna, manj razdiralna in bolj zazrta v prihodnost. Kako dolgo bo sploh še trajala ta druga svetovna vojna? Do kdaj se bomo delili na rdeče in črne? In se spraševali, kdo je bil za in kdo proti osamosvojitvi. No dobro, pa si se dokopal do kakšnega eksaktnega odgovora. Do kdaj bo to trajalo? Najbrž tako dolgo, dokler z političnega prizorišča ne bo odšla še zadnja kontaminirana generacija. No in kdaj bo to? Boš videl, gremo po vrsti. Različne generacije levih in desnih politikov sem razdelil v petorke, kot pri košarki. Začnimo pri generaciji 70+. To so tisti, ki počasi in zanesljivo odhajajo v večna bojišča. Na eni strani disidenti in domobranci, na drugi partizani in partijski šefi. Možnost sprave med njimi smo ocenili na 0,3%. Sledi generacija 60+. Na eni strani osamosvojitelji, cerkveni ideologi in zvesti pomladniki. Na drugi dolgoletni politiki, diplomati, uradniki in menedžerji. Sodeč po imenih, gre za generaciji, ki prav tako počasi odhajate iz dnevne politike. Možnost sprave v tej starostni kategoriji smo ocenili na 3,7%. Generacija 50+ je dream team slovenske politike. Sinovi rdečih in potomci črnih. Na desni Janez Janša, njegovi zaupniki in nepredvidljiva Ljudmila. Na levi predsednika države in vlade, sedanja in nekdanji evropski komisar ter večni minister in največji talent slovenske politike. Generacija v najboljših letih, ki kljub iskrenim poskusom Boruta Pahorja žal ni sposobna preseči delitve. Verjetnost je 5,3%. Sledi generacija 40+. Generacija, ki prihaja. Generacija, ki jo bo pojedla generacija pred njo. Najbolj vitalna starostna skupina bo v boju za oblast verjetno imela več dela z desetletje starejšimi kolegi kot pa s svojimi naravnimi nasprotniki. Morda tudi zato, ker se med nosilci te generacije prvič zares pojavljajo tudi ženske. Samo zaradi njih smo možnost sprave ocenili na 15,4%. In še zadnja generacija, -40. To je dejansko prva generacija, ki obeta. Partizanski in domobranski vnuki, ki razen redkih izjem vidijo svet v barvah. Imajo povsem druge prioritete in ideale. Njihov skupni sovražnik je neoliberalizem. Če nam ne bodo pobegnili v svet, so luč na koncu predora sprave. Njihove možnosti ocenjujemo na 50%. No, v tej tvoji projekciji je sprava možna nekje čez 30 let, pa še takrat so možnosti za to zgolj 50-50. Ja, natanko tako. In kaj naj počnemo do takrat? To, kar počnemo že ves čas. Apaurin, Xanax, Fluval, Prozac, Tolovon, Voldoxan, Calipax. Pomagata pa tudi alkohol in marihuana. Hvala, Matej.